OneDrive je spletna platforma za shranjevanje datotek na enem mestu, ki je uporabnikom z Microsoft računom na voljo brezplačno. Gre za oblačno storitev, ki nam omogoča varno shranjevanje in dostopanje ter deljenje datotek kadarkoli ter kjerkoli. V iskalniku pišemo OneDrive in se s klikom na Vpišite se vpišemo z Microsoft računom. V primeru, da še nimamo računa, ga lahko brezplačno ustvarimo tako, da kliknemo na gumb Prijavite se za brezplačno različico. Brezplačni paket nam nudi 5 GB prostora za shranjevanje. Plačljivi paketi pa nam omogočajo več prostora za shranjevanje ter ostale vključene Office aplikacije in storitve. Ponudbo plačljivih paketov si lahko pogledamo s klikom na napis Ogled paketov in cen ali v menijski vrstici izberemo Podjetje. Če želimo z datotekami upravljati tudi offline, si lahko na naš računalnik namestimo OneDrive aplikacijo tako, da kliknemo v menijski vrstici na prenos. Če imamo Windows 10, je OneDrive že nameščen v računalniku. Vpišemo se z našim obstoječim Microsoft računom in si poglejmo, kako ustvarimo mape, dodamo datoteke, ustvarimo nove datoteke in kako damo mapo ali datoteko v skupno rabo. Po vpisu se nam odpre okno spletne platforme OneDrive za shranjevanje dokumentov. Poglejmo si, kako ustvarimo mapo in podmape. Vsi, ki imamo na svojem računalniku veliko datotek in map, vemo, da je njihova dobra organizacija ključ do večje preglednosti in posledično smo lahko tudi bolj produktivni. Na osnovni strani si ustvarimo mapo ali več njih. Na začetku nam bo urejanje sicer vzelo nekaj časa, a bomo kmalu opazili, da je iskanje dokumentov le še neznanka. Novo mapo ustvarimo tako, da kliknemo na zavihek Novo in izberemo Mapa. Mapo smiselno poimenujmo, na primer Ekipa. Mapo najdemo med Moje datoteke, ker smo jo ustvarili mi. Po želji lahko v ustvarjeni mapi ustvarimo še podmape, tako da ponovimo postopek ustvarjanja mape v izbrani mapi. V našem primeru je to mapa Ekipa, ki jo odpremo z dvoklikom. Mapa je trenutno prazna. Ustvarimo podmapi Zapisniki sestankov in predloge dokumentov, tako da ponovimo postopek dodajanja novih map. Novo, Mapa, Zapisniki sestankov in še enkrat Novo, Mapa, predloge dokumentov. Z desnim klikom na mapo lahko mapo prenesemo, izbrišemo, premaknemo, kopiramo, pogledamo podrobnosti in zgodovino. Kako dodamo datoteke v OneDrive? Datoteke lahko vozimo direktno v mape ali pa jih prvo dodamo v skupni prostor in nato z desnim klikom na datoteko kopiramo ali premaknemo v izbrano mapo. Če želimo datoteko premakniti, jo lahko z levim zadržanim klikom nesemo v poljubno mapo. Preden začnemo prenašati datoteke, si izberemo mesto, kamor želimo prenesti naše datoteke. Prenesimo datoteko v našo izbrano mapo Zapisniki sestankov. Poiščimo mapo in jo odpremo z dvoklikom. Izbrane datoteke dodamo s klikom na zavihek Prenesi. In izberemo želene dokumente. Enega ali več njih. Prenesene datoteke so shranjene v mapo Zapisniki sestankov. V oblaku lahko pod zavihkom Novo direktno ustvarimo Wordov dokument, Excelov delovni zvezek, PowerPoint predstavitev, OneNote zvezek, anketo ali beležnico. Če želimo na primer ustvariti novo preglednico, kliknemo na Ustvarimo nov Excel delovni zvezek. V novem oknu se nam odpre prazna preglednica, ki jo smiselno poimenujemo in določimo lokacijo datoteke. Privzeta se nahaja v mapi, kjer smo bili preden smo ustvarili novo preglednico. Lokacijo lahko spremenimo. Vse, kar vpisujemo v preglednico, se shranjuje samodejno. Ko končamo z urejanjem, preglednico zapremo. Za konec si poglejmo še, kako delimo mapo ali izbrano datoteko v skupno rabo. Izberimo mapo ali datoteko, ki jo želimo premakniti v skupno rabo in z desnim klikom na izbrani dokument izberimo možnost Daj v skupno rabo. V oknu Pošlji povezavo lahko izberemo, komu je povezava za skupno rabo omogočena in tudi kaj lahko z njo storimo. Izbiramo lahko med kdorkoli s to povezavo za dostop lahko uporabi katerakoli oseba, ne da bi se vpisala v aplikacijo OneDrive. Določene osebe datoteko lahko uporabljajo le osebe, ki jih mi navedemo za dostop do map in datotek. Pod drugimi nastavitvami izberemo ali dovolimo urejanje datoteke izbrani osebi. Možno je nastaviti še datum poteka deljenja povezave in pa dodatna zaščita datoteke mape z geslom. Ko končamo z nastavitvami povezave, kliknemo na gumb Uporabi. Vnesemo elektronske naslove in dodamo poljubno sporočilo. S klikom na gumb Pošlji pošljemo povezavo na navedene e-mail naslove. Če kliknemo na Kopiraj povezavo, se povezava kopira v odložišče in jo lahko osebam posredujemo tudi na kakšen drug način.